Lepo pozdravljeni vsem. Sem Špela Juvan Brzovič, učiteljica joge, energijska svetovalka in pa predvsem bom rekla vsesplošno se usmerjam v boljšo kakovost življenja. Grem majčkeno bližje, dobro. Hvala povabilu, Mihael, še enkrat. Hvala vsem, ki ste prišli, ste si vzeli svoj čas, namenili svoj čas, ki je nepovraten, bom rekla, začetek in v katerem verjamem, da boste slišali in zase povzeli neke napotke, kaj sploh pomeni zavestno življenje. Predvsem bi rada začela z zavestnimi odnosi pravzaprav, ki so me tudi pravzaprav danes pripeljali do sem, do tega mesta, kjer govorim, kjer imam to možnost, da spregovorim večim, ne samo nekaterim. In pravzaprav to je moj namen. Zavestno sem se odločila predvsem govoriti o tem, ker sem sama v življenju dala veliko preizkušenj čez, veliko odnosov, veliko enih vprašanj je bilo že, bom rekla iskreno, že iz izkušnje kot male punčke nisem bila nikoli zadovoljena z nekimi odgovori, zato ker pač to tako je. In vedno sem se spraševala, zakaj je to tako. Vedno sem šla v neko globino, zato sem se vprašala, kaj zavestni odnosi pravzaprav so. Kaj je zavestno prehranjevanje, kaj je zavestna vadba. Moja profesija izhaja iz tukaj. Že več kot 10 let, že več kot 15 let pravzaprav se ukvarjam s tem, se ukvarjam z gibanjem, prehranjevanjem, z odnosi, tako kot vi, verjamem vsi mi, en z drugim. In prišla sem do enega spoznanja, da pravzaprav ne glede na to, kdo smo, kaj smo, da je vse skupaj ena energija, en velik občutek en do drugega. In če se zdaj specificiram prav na prehranjevanje, ker tukaj sem začela, ni pomembno le to, kaj mi jemo, izračuni, kako jemo, ampak predvsem, kaj mi takrat čutimo, kako se mi počutimo takrat. Ne mogoče, da sledimo toliko trendom samim, ker saj veste, enkrat govorijo, to je dobro, enkrat govorijo, to je, usmerjajo nas skozi različne načine, manipulacije so takšne in drugačne, tudi sama sem, bom rekla, dolga leta na osebne izkušnje imam s tem, kaj pomeni pravzaprav manipulirati s hrano za doseganje pač nekih različnih rezultatov, in sem prišla do nekega zaključka, da je to neka kakovost, ne, se pravi, kako bom jedla, kako bom pravzaprav takrat občutila hrano, ko se bom prebavljala v mojem telesu. In na podlagi tega bom usmerila tudi potem, kaj bom kupila v trgovini, kaj so tista živila, ki meni pašejo. Vmes sem še želela to reči, glede na to, da vas zdaj ne slišim, če bi kdorkoli imel kakršnokoli vprašanje, ga komot postavil že vmes, pa mi bo potem Mihael rekel, me bo vprašal, tako da z veseljem odgovorim na karkoli. Tako da ja, samo prehranjevanje pravzaprav izhaja iz globine nas samih, koliko smo povezani sami s sabo. Predvsem je pa tukaj spet to prehranjevanje povezano in se nanaša na samo dihanje, pravzaprav kako mi dihamo, koliko smo mi umirjeni, koliko pravzaprav smo mi v stiku s sami sabo, zato da lahko pravzaprav sploh občutimo to, kaj jemo, a ne. Tako da bolj, ko smo v nekem umirjenem duhu, bolj, ko smo v neki sinhronosti, povezanosti sami s sabo, prej pridejo tudi pravi odgovori do nas. Tako da jaz pravzaprav se nimam za neko učiteljico in nerada sploh omenjam, rajši omenjam z besedo mentorstvo, da nekoga mogoče popeljem ali pa mu pomagam ga usmeriti v neko gibanje pravilno, v neko prehranjevanje, kakor le to, da rečem, a ne, to je dobro, tisto ni dobro, tako deli, ker pravzaprav sama verjamem, da to ne obstaja. Da tega ne, tako kot ni bilo zame, tako verjamem, da ni za vas, ni enega odgovora. In prej, ko se pa človek želi
poglobiti vase v nek mer, se pravi preko dihanja, to je prvo, neka umiritev, nek notranji proces, ki se tekom neke discipline, neke pravzaprav odločitve zgodi, prej pridemo, se pravi, do vsega tega, kaj mi v resnici res potrebujemo. Odnos, kakšen odnos kreiramo, ker pravzaprav to je vse odnos do nas. Kako jemo, je odnos do nas in potem je to odnos seveda do drugih. Kako se mi počutimo v sebi, je odnos do nas in kako bomo delali, je odnos spet do drugih, do nekega zunanjega sveta, jaz temu pravim. Tako da prehranjevanje samo je zelo, bom rekla, celostno, ne samo, se pravim, usmerjevalno, predvsem povezano s samim seboj, čutenje. Preko energije, preko emocij, priznati si stvari, se pravi, ne kar mimo iti, mogoče iti še bolj v globino, ker sama pravzaprav sem naredila ravno to, ta korak, ki je bil v bistvu pravzaprav zelo težek, da sem iskala vedno to resnico v sebi. Da mi je bilo pravzaprav čisto vseeno, kaj mi pravi nekdo, neke smernice seveda vsi vemo, da so, je bolj svetovana je bolj, bom rekla, naravna prehrana, rastlinska prehrana, ne živalska, ne predelana, ampak vseeno, tudi to ni pravi odgovor. Tako da moj nasvet je bil pravzaprav to, da se vsi poglabljamo z nekim vprašanjem, ravno prej sem razmišljala, zakaj. Vsem, kar imamo se za vprašati in o čemu bi radi vedeli kaj več, je zakaj. In čeprav mogoče na začetku ne dobimo takoj odgovora na ta zakaj, ta odgovor bo prišel, če bomo le vztrajni, a ne. Seveda so pa potem različni mentorji, kakor je Mihael, kakor sem, sama jih veliko poznam, kakor sem tudi sama zdaj preko, bom rekla, veliko enih izobraževanj, enega dela, enega časa, ki sem ga porabila na sebi, da sem dobila ta odgovor, seveda lahko mogoče komu pomagam izmed vas, da ga probam usmeriti v sebe, ne v mene. Tako da predvsem to bi dala, zdaj pa, še preden sem, ko sem prišla, sem Mihaelu rekla, ne, da pravzaprav ne bi želela imeti neke predpriprave, ampak predvsem, kaj vi začutite, kaj je tisto mogoče, kaj si vi želite zdaj v tem trenutku vprašati, pa mogoče ne upate, ali pa mogoče Mihael, če ima karkoli za vprašati. Kaj je tisto, kaj mogoče ste se vprašali, pa nikoli niste dobili odgovora na to. Pravzaprav tudi sam piknik, na katerega sem povabljena, mi je še lepše, ker vem, da tam bomo imeli ta kontakt, ta fizični, mogoče je vseeno drugače, a ne, ker tukaj lahko o velikih stvareh govorim, ampak pravzaprav sama menim, da lahko tudi v prazno govorim, če nekoga to ne zanima. Tako da mene bolj konkretno zanima, kaj vas zanima. Kaj je tisto, kar v vas zbudi neko vprašanje, nek ogenj. Tako da Mihael se je tukaj javil, tako da mogoče kdo od vas pa bi, ja. Glede na to, kar poslušam in kar si postavlja tukaj ravnovesje segmentov, ki vplivajo na naše zdravje in počutje, mene zanima, kako ločiš zavestno gibanje od nezavednega gibanja. Mogoče začneva prej pri dihanju, ker je dihanje pogoj, da se sploh giblješ. Recimo otrok se rodi in potem diha vse življenje v eni podzavesti. Zaveš se dihanja šele, ko ti zraka zmanjka ali pa ko se nekaj zgodi ali pa kakšna bolezen, a ne. Kakšna je razlika med zavestnim in nezavestnim? To je vprašanje, ki ga jaz postavljam tebi, a ne. Hvala za vprašanje, Mihael. Zdaj ja, tako kakor si sam rekel, dihamo vsi, pravzaprav se niti tega ne zavedamo, ne. To je prva pravzaprav stvar, ko vsi smo se rodili, pa se je ne zavedamo, naredimo. Zdaj, kaj je pa sama razlika? Je pa najbolj sicer izkusiti v praksi, je pa razlika to, da mi občutimo notranji občutek, da slišimo pravzaprav sebe v celi svoji biti, v celi svoji podobi, in pravzaprav samo prisluhnemo svojemu vdihu in izdihu. Zdaj, dihanje je ena taka
mislim, o tem bi lahko razglabljali na dolgo in široko, ne. Zdaj, če imam mogoče imam zdaj še toliko časa, da bi vsi, ki smo, a ne, tukaj, vključno, na moji levi strani, samo preprosto usedemo in samo prisluhnemo svojemu spontanemu vdihu in izdihu. Samo to. Brez da karkoli razmišljate, brez da karkoli, rabite, samo evo in Mihael in vsi, pozornost naj bo usmerjena samo na svoj vdih in izdih skozi obe nosnici. Lahko tudi skozi zaprte oči, mogoče, da se človek skozi zaprte oči tudi lažje poveže sam s sabo. Naredi vsak zase 4 vdihe in 4 izdihe, enakomerne. No, ko smo to naredili, mogoče smo lahko občutili, da smo bolj povezani sami s sabo. Da pravzaprav vse, kar mi počnemo, pa to sploh nima veze, a dihamo, a se prehranjujemo, ali kuhamo, ali se gibljemo, ali počivamo, ali samo sedimo, karkoli, gre za to, da takrat v tistem trenutku čutimo, kaj delamo. Da to ne grejo stvari mimo nas, a ne, ker veliko stvari vsi mi aktivno počnemo. Ampak spet, kaj počnemo aktivno, kaj pomeni aktivno in kaj pomeni neaktivno. Vsi lahko rečemo, da aktivno nekaj recimo kuhamo, ampak koliko dejansko je pa res naše prisotnosti, zavestne prisotnosti, ko smo za štedilnikom, za pultom nekaj režemo. Ker pravzaprav, če dam en primer izpostavim, višjo kot imamo zavest, več kot se ukvarjamo s sabo, več kot meditiramo, več kot prisluhnemo sebi, več kot, začutimo same sebe, manj je tudi nesreč, ker bolj ko smo odsotni od nekega našega bitja, pravzaprav tisto, kar mi v resnici smo, bolj nam stvari spodletavajo, prej se mogoče tudi urežemo. Tudi sama izhajam, pravzaprav na svojih primerih jaz govorim, ne, prav moje izkušnje, včasih se še spomnim, da sem bila, Mihael se smeji na desni, midva se že dolgo časa poznava, sem bila recimo bolj štorasta, se samo sebe spomnim, ne, pa mi tega ni težko danes priznati, zaradi tega, ker vem, iz kje to izhaja, ker pravzaprav, v nekemu kjer poteka toliko informacij, toliko enih stvari, pravzaprav človek sploh ne ve in ne čuti, niti ne ve, niti konec dneva, ki je, ne ve niti, kako se počuti, kaj je doživel, kako mu je bilo, samo minevajo, dnevi minevajo. Bolj ko smo pa umirjeni sami s sabo, bolj smo prisotni, viša se nam zavest in kvalitetnejše je temu življenje. In to je pa v bistvu pravzaprav bistvo, vsega je. To je tudi, mojo osebno spletno stran sem tako poimenovala, ker pravzaprav to pelje v neko kakovost življenja. Ne to, da mi jemo prav, ne to, da se mi gibamo prav. Jaz poznam veliko primerov iz svoje prakse, ki so ženske, moški, majčkeno bolj obilni, imajo kilico, dve, mogoče tudi 5, 10 več, pa zato so zelo zadovoljni v življenju. Jim to nič ne prikrajša, tako da slediti nekim idealom in pravzaprav vsemu temu, kar nam zunanja okolica narekuje, je zgrešeno z vsem, kar v resnici, bi mi resnično mogli. Tako da slediti sebi, pravzaprav moj nasvet je to, da sledimo sebi, da sledimo resnično, da si upamo živeti samega sebe. To bi bil nekako moj, nasvet. Ja, Mihael, kar. Meni je ob tem, padlo na pamet eno vprašanje. Ali je ta tvoja pot, ali ti ta tvoja pot, po kateri hodiš, živiš, delaš s tem svojim bitjem in se čuti, da delaš to z dušo, kar slišim, kako govoriš? Ali je naša pozornost, ljudi na splošno usmerjena na to, česar nimamo, namesto na to, kar imamo? Seveda, v veliki večini smo vsi usmerjeni na tisto, kar ima nekdo, kar ima mogoče sosed, ne, kar ima mogoče smo videli in pravzaprav s tem se spet odmikamo od samega sebe, ne. In, pravzaprav
Mogoče, če se zdaj nanašam na to vprašanje, vsak od nas je nek unikat, je nekaj, kar ni. Vi ste nekaj, česar ni. Smo vsi ljudje, ampak vsi smo zelo specifični zase. Tako da pravzaprav ni enega odgovora za vse. So neke smernice, ampak ja, usmeriti se moramo pa v sebe. In bolj, ko bomo živeli za sebe, sebično sebe, ampak to ne pomeni, bi kdo rekel, ja, sebično, to se pa ne sliši dobro, ne. Ja, res je, mogoče, ampak ne v tem kontekstu sebično, da jaz nekaj imam, se pravi, mogoče neko informacijo, pa ne želim deliti z vami. Zdaj sem pravzaprav tukaj na tem mestu, da v tem kratkem času delim neko izkustvo z vami, ki sem ga sama doživljala in ga doživljam na dnevni bazi in se soočam z različnimi izzivi, kakor se soočate vi. In je to samo neka informacija, katera vas popelje v vas, v neko globino vas. Se pravi, da delim to. Gre za to, da jaz želim nesebično deliti te informacije, ker pravzaprav to kreira potem neko družbo, neko stvarstvo, ki ga pravzaprav vsi želimo živeti. Ne? Mi ne želimo živeti vsak za sebe, ker pravzaprav smo ljudje, ki smo družabni, ki naj bi se družili, ki naj bi izmenjavali informacije, ki naj bi si delili. Tako da predvsem pa kaj delili, ne? Potem pa usmerjali v sebe. Tako da ta sebičnost, je spet tako, je treba jo majčkeno bolj se poglobiti tudi v samo besedo in kaj pravzaprav to za nekoga pomeni. Tako da ja, vedno v sebe, Mihael, ja. Kakšna so upanja ljudi, ki bodo prišli na piknik? Kaj jim boš lahko tam ponudila, povezano z dušo, telesom, znanjem, naravo? Predvsem glede na to, da bomo Ja. imeli tam ta fizičen stik, fizičen kontakt in tudi videla vas bom in se vas tudi pravzaprav veselim, ker pravzaprav zdaj niti ne vem, komu govorim, kdo bo tam in si vas želim spoznati. Tako da ja, vsekakor bom skušala vsem odgovoriti, kaj je tisto, kar vas res zanima, se pravi v smislu boljšega bivanja, se pravi od gibanja, kaj to pomeni pravilno gibanje, kaj bi vi naredili za svoje telo, pa bi mogoče tudi radi shujšali in kaj to pomeni zavestno gibanje, kako bom se začel gibati, da ne bo prišlo do poškodbe, da ne bo prišlo do nekih nevšečnosti, pravzaprav, da se nam neka stvar ne bo zamerila in da bomo imeli seveda rezultate. Tako da to bomo izkusili na samem pikniku. Imela bom sicer tudi en relativno kratek čas, da se povežem z vami. Dihali bomo, v praksi bomo izvedli nekaj tehnik pravilnega dihanja, za samo uravnovešanje samega sebe. Se pravi, to pomeni, da uravnovesimo toliko same sebe, da se počutimo dobro, da se počutimo res dobro in da občutimo pravzaprav, ker vem, da bo temu sledilo tudi na urniku, saj tako piše, kosilo, da začutimo svoje telo in da začutimo, koliko pravzaprav naše telo sploh potrebuje tiste hrane in tiste pijače. Ker ljudje velikokrat jemo iz oči, vidimo nekaj in bi pojedali vse. In to je neki apetit. Se pravi, okusiti mogoče razliko med apetitom in pa med tistim, kaj nam celostno res paše. Ker pravzaprav sama sem mnenja, da hrane ne potrebujemo veliko, da potrebujemo v bistvu za neko kakovostno življenje zelo malo. Potrebujemo, ja, pravilno dihanje, pravilno prehranjevanje, ampak od tega vsega malo, ne preveč. Tako da to, da bi vas vse lepo povabila na piknik, še enkrat, da bomo skupaj delili en čas, da vas spoznam, predvsem tega si želim, da vi spoznate mene pravzaprav, da me vprašate, da se pripravite, da me vprašate karkoli pravzaprav želite in tako, da se vas zelo veselim. In ja, to je to. Super, meni je prišla na misel to, kar si zelo dobro povedala, da ljudje jemo večkrat z očmi, Ja. kakor to, kar telo potrebuje. Pri mentalni hrani je pa tudi podobno. Kako je pa z mentalno hrano? Imam v mislih, da kuham
namesto da bi rezal in bil s tistim šparglom, ki ga režem, moje misli odtavajo, ne vem, nekam drugam. Lahko se urežem, lahko Pa se- zažgem, lahko ne vem tako. kaj ta odsotnost pomeni v vsakdanjem življenju. Ne? To je pravzaprav to, ne, o čemer govorim. Ne. Bolj, ko smo prisotni, bolj, ko smo zavestni skozi različne te aspekte, pravi skozi gibanje, skozi dihanje, skozi. Mogoče ena taka smešna vprašanja bi nekdo rekel, ampak da se v vsakem trenutku vprašamo, kako se pa zdaj počutimo. Kako se zdaj jaz v tem trenutku počutim? Mogoče se vi zdaj v tem trenutku vprašate, kako se vi počutite, kar vam jaz govorim, kako vam je ob tem. Mogoče vam grem na živce, mogoče sem vam všeč. Pravzaprav sploh ne gre za to, da karkoli je prav. A ne? In prej, ko si priznamo te stvari, bolj hitreje bomo spoznali ta svoj odgovor, kaj da delamo tukaj na tej zemlji, zato da jo preživimo in da živimo najlepše, kakor se pač le da. Ker čas imamo omejen, zdaj izkoristimo ga pa vsak po svoje, kakor najbolj ve in zna. Jaz pravim, da ga živimo zavestno, da ga živimo kakovostno in da ga živimo predvsem povezano. Jaz z vami, tako kot vi z menoj danes. Draga Špela, se pravi,